Mogoče samo toliko, ker zdaj se pogovarjamo o tem NLP-ju danes in bi rad navdušil še koga, da bi te znanja, kako ti recimo uporabljaš to NLP znanje pri tvojem delu, no? Praktično, jaz bom tako rekel, da praktično pri vsemu, kar delam, uporabljam tudi tehnike NLP-ja. Od, bi rekel, javnega nastopanja, ko pač sem pred publiko in uporabim določene tehnike, da lažje prenesem določena sporočila do ljudi, da ljudje bolj dejansko mi sledijo in da konec koncev tudi potem seveda jih navdušim za neko stvar, neko spremembo, in da potem tudi to spremembo naredijo, ali pa da naredijo nek korak naprej v življenju, ne pač kateremukoli področju govorim. Tako da pri javnemu govorstvu je to definitivno, bi rekel, ogromno stvari tukaj uporabljam. Poleg tega pa tudi potem tako, na sestankih, recimo, ko sem z nekimi poslovnimi partnerji na sestanki, ko se pogovarjam preko Skypa z nekimi joint venture partnerji iz Amerike, Anglije in tako naprej, to bi lahko rekli prodaja, oziroma pogajanja, prodaja. Praktično ni marketing, recimo, ko pišem e-maile, ko pišem prodajna pisma, ko pišem spletne strani, praktično pri vseh teh ključnih vidikih mojega posla uporabljam zelo veliko tehnik NLP-ja, ki sem se jih naučil od različnih ljudi in tudi seveda od tebe, ker v Sloveniji, jaz definitivno, mislim, v Sloveniji in še bistveno širše, mislim, da definitivno si ta boljši. In zato si tudi že kar nekajkrat predaval pri nas, in jaz sem se ogromno tudi od tebe naučil, poleg pač teh mojih tudi drugih mentorjev, ki sem jih recimo v Londonu spoznal, naprimer Andy Harrington in drugi, ki niti ne poučujejo NLP, ampak ogromno tega, kar učijo, dejansko je NLP. Ja, se mogoče, da si že omenil Andyja Harringtona, ti si ga spoznal zelo od blizu, si ga tudi takrat pripeljal v Slovenijo, pomagal ljudem, da stopijo na oder in tako. Sam Andy recimo je bil ogromno let, tako kot sem jaz pri Tony Robbinsu, pomočnik, pomagal na njegovih delavnicah in Tony Robbins recimo ogromno uporablja NLP-ja, v resnici vse, kar on počne NLP, sam ne reče temu NLP, in Andy zelo podobno. Je kakšna stvar, ki si jo mogoče od Andyja odnesel, da ti je pomagala, kakšno oviro, ki si odstranil, kaj recimo konkretnega, mogoče, če damo kakšen konkretno stvar še našim poslušateljem mogoče. Ja, to je super vprašanje in zelo, bi rekel, direktno bom povedal. Če jaz ne bi spoznal nekih teh tehnik NLP-ja od Andyja, naprimer, potem dejansko ne bi nikoli bil sposoben prodati z odra. Jaz sem zdaj zelo dober v tem, da znam prodati iz odra. Jaz sem bil tudi prej, ko sem spoznal te tehnike, sem bil dober predavatelj, sem imel, bi rekel, dobre ocene, vedno so ljudje me pohvalili in tako naprej, ampak nisem pa nikoli znal prodati neke stvari iz odra. Torej, nisem nikoli znal ponuditi nekaj, pa potem še prodati, da bi ljudje res kupili. In potem, ko sem dejansko pa spoznal te tehnike in NLP in tako naprej, sem pa dejansko začel prodajati z odra. In to je bila pri meni ena ogromna sprememba, ki mi je popolnoma spremenila življenje. Zato, ker od takrat naprej, ko sem se jaz naučil prodajati z odra, so se moji osebni prihodki in prihodki pač podjetja bistveno zvišali, in je to, bi rekel, in to mi je omogočilo tudi, da zdaj nastopam po celem svetu, da nastopam na tujih odrih, od recimo Španije, Italije, Velike Britanije in tako naprej, ker če ne bi pač znal prodajati, me noben ne bi povabil na tiste odre. Odlično, čestitam. Mogoče samo toliko, zdaj NLP praktike mi začenjamo od 27. januarja v Ljubljani, komu konkretno bi ti priporočil, koga bi povabil še posebej, da misliš, da bi to rabo, to znanje dobiti? Glede na to, da sem podjetnik, bi definitivno priporočal to vsakemu podjetniku oziroma vsaki osebi, ki mogoče razmišlja o podjetništvu. Ker podjetniki pač to nujno rabimo, zato da smo lahko uspešni v svojem poslu in da lahko pač tudi naše stranke potem, da vplivamo na naše stranke, da jim lahko potem seveda omogočimo, da spremenijo neko svoje življenje, zaradi tega, ker kupijo naše produkte in storitve. Ker edino, jaz verjamem, da v poslu je tako, da če ti verjameš, da imaš za stranko rešitev nekega problema, in če ji ne znaš tega pač na nek dober način sporočiti in jo prepričati, da bo kupila tvojo stvar, si ji naredil poslovno škodo. Torej, stranka je dejansko ostala
s tistim problemom, ne, ki ga je imela prej, ker ji nisi ti uspel prodati svoje rešitve. Tako da moja filozofija je, ne, da pač podjetnik, ne, če trdno verjame in vidi, da ima res super rešitve, potem je njegova dejansko moralna dolžnost, da proda tisto rešitev ali pa produkt, ne, stranki, ki to potrebuje. Ne oni stranki, ki ne potrebuje, ne, ampak oni, ki to potrebuje, ne, ki ima to potrebo, ta problem. Ne. In mislim, da pri temu je NLP izredno koristen. Ne. Da dejansko ti znaš s pomočjo teh tehnik potem bolje prodajati, bolje navduševati svoje stranke, da bodo kupili tisto, kar pač ponujaš.